Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Nov delovni teden se je začel in ponedeljkovo jutro je minilo Ja, res je. kot bi rekel, Zdi se, kot da je naredilo tudi to poletje, ne? Julij, avgust, malo smo trpeli, malo je bilo vroče, malo ni bilo vode, malo je nekdo kradel z potoka. Kaj je, kam mu rečeš glavo proti meni, nisem kradel z potoka. Želvnica. Tako da, in je skoraj da že mimo, no, to je bila tudi ena od tem danes zjutraj. Ogromno tega smo imeli, Tine je prišel mimo, napovedali smo, da pride street food, ne, na Tepljevna Štuklja od četrtka do sobote in da imamo eno prav posebno doživetje tega festivala na voljo za vas, vse razloženo v tem podcastu in vabljeni, da ste z nami tudi jutri zjutraj, ob kateri uri ima? V 5:30. No, vidiš, da je tu. Maribor? Šampion. Ja, bravo, lepo, Matic. Jeger. Bravo. Kdo? Vikend je mimo, danes je ponedeljek, 24. avgust. Kaj smo počeli čez vikend? Ema? Jaz sem šla ven. Oh. Soboto. Si žurala. Zares ven, ali samo tako malo, da pokriješ večer? Tako malo, da pokrije. Poznamo to. Fajn si se lepo imela? Jo, fajn smo imeli, fajne debate. Je bilo kaj materijala? V debati smislu. Samo ga pomisli. Ja, sem videl, ja. Super, glej, samo da si se fajn imela. Jeger? Ja, v soboto je bila ena prireditev v Lovrencu, Hrmatarijada. Ja, pač takrat. Tu sem tam nekaj govoril malo. Voditelj Jeger. Včeraj pa smo šli na družinsko orientacijsko tekmovanje. In? Ja, smo šli. Si zmagal? Ni važen rezultat. Kaj te hodiš, opa, kak je? Absolutno ni važen rezultat. Kak je važen rezultat? Ne, ni važno. Ema, je važen rezultat? Ja, absolutno ni važno, da smo šli svež zrak, da smo naredili teh 5 km. Pija je bila prvič, zanimivo je bilo iskati te prizme, te zastavice in to je to. Jaz sem lepo na zemlji videl povedal vedno, kje smo šli. Na kateri točki si obupal in nehal biti živčen in priganjati? Kako veš? Ja, Ti boš že, jaz sem včasih tekmoval orientaciji in tako je šlo navzdol ali pa je bila ravnina. To smo mi tekli, ne, dajmo laufati, ne, pa sem tako malo čudno gledali, sem govoril, da je. Ok, ja si vrgo, ne, si potopil ladje upanja in šel naprej za gazo. Lepo, a jaz sem bolj kot ne vikend preživel na dirkališču ta vikend, ne? So se go-karti odprli, cibi-kart. Slišal, Reda je bilo. Slišal, da si frasa nekaj klica. Ne, se nisem ne. Absolutno nisem dosti voza. Bomo videli. Ja, res bomo, ja. Jeger je napovedal, ne vem kako revanšo. Ja. Pa sploh ne vem, da bi kdaj imela tekmo, veš, razumeš. On je temu rekel tekma. Jaz sem pač imel lažji trening. Ja, verjetno. Začetek delovnega tedna je in pravili smo žrebanje in jaz sem potegnil kratko palčko. Danes moram jaz celi horoskop povedati. Celi teden je, ful dobro, ne? Ok, torej pazite, tako vam piše v zvezdah. Oven, ta teden boste čutili ogromno energije, zato jo usmerite v dokončanje nakopičenih projektov. V odnosih pazite na hitre reakcije, saj lahko nepremišljena beseda sproži nepotreben konflikt. Konec tedna prinaša lepo presenečenje na finančnem področju. Bik, čas je, da si vzamete trenutek za počitek in prenehate prevzemati tujo odgovornost. V delovnem okolju se obetajo manjše spremembe, ki vam bodo dolgoročno zelo ustrezale. Na ljubezenskem področju bo ključno iskreno pogovarjanje oziroma iskren pogovor. Dvojčka, vaša družabna energija bo ta teden na vrhuncu, zato izkoristite priložnosti za mreženje. Na delovnem mestu se pazite raztresenosti in natančno preverite vse dokumente. Rak, intuitivno boste začutili, kateri koraki so trenutno najboljši za vašo kariero. Ne dovolite, da vas pretekle neizpolnjene obljube obremenjujejo pri novih odločitvah. Partner ali bližnji prijatelj vam bo ponudil pomembno podporo. Lev,
Ta teden boste z lahkoto pritegnili pozornost in samozavestno vodili vsak pogovor. Bodite previdni pri nepremišljenih nakupih, saj vas lahko premami lažna ponudba. V ljubezni vas čaka strasten in sproščen vikend. Devica, organizacija bo vaša največja odlika, z njo boste rešili nepričakovano zapleteno situacijo. Ne bodite preveč kritični do sodelavcev, ki ne dosegajo vašega tempa. Kako se jim dopade. Zvečer si namenite več časa za sprostitev in regeneracijo. Tehnica, pred vami je teden iskanja ravnovesja med službenimi obveznostmi in zasebnim življenjem. Dober pogovor z dragoceno osebo vam bo odprl nov pogled na star problem. Na finančnem področju se obeta stabilizacija. Haleluja. Škorpion, vaša osredotočenost bo izjemna, kar vam bo pomagalo premagati nepredvidene ovire. Pazite le, da pri zagovarjanju svojega prav ne postanete preveč trmasti. Vikend prinaša priložnost za globoko čustveno povezovanje. Strelec. Želja po novih izkušnjah vas bo nagovarjala k nepremišljenim odločitvam, zato ostanite prizemljeni. V službi boste dobili pohvalo za idejo, ki ste jo predlagali že pred časom. Dobro. Prisluhnite telesu in si privoščite več spanja. Kozorog. Trdo delo zadnjih tednov bo končno obrodilo vidne in oprijemljive sadove. V delovnem ritmu si vzemite čas za kratek premor, da preprečite padec odpornosti. Bližnji vam bodo hvaležni za vašo zanesljivost. Vodnar, vaše nekonvencionalne ideje bodo sprožile val pozitivnih sprememb v vaši okolici. V komunikaciji bodite jasni, da ne pride do nepotrebnih šumov. Konec tedna ne načrtujte do minute natančno, ampak pustite prostor spontanosti. In ribi, čustvena ustvarjalnost bo vaš najboljši zaveznik pri reševanju vsakodnevnih izzivov. Ne ignorirajte drobnih zdravstvenih opozoril in poskrbite za dovolj gibanja na svežem zraku. V ljubezni prihaja obdobje večjega razumevanja. Zaključil nepopolni 6. krog prve lige Telemax večer. Maribor bravo v Ljudskem vrtu in zmaga s 3-1. Maribor je ostal prvi in še malo povečal prednost pred trenutno drugovrščenim Koprom na 3 točke. Tako da gremo po začrtanem planu in poti. Tako že dolgo ni bilo. To pa res. Je res. Na začetku sezone smo vodilni, pa da bomo tudi ostali. Ja, ne morem verjeti. Tako dolgo že nismo bili tak na vrhu, da je tako lušno, da ti ne znam povedati. To tako je lepo, ker je Maribor. Šampion. Je, res je. Včeraj se pa je zgodila še ena ja, ima dobro. Naj ti bo, ker je ponedeljek, ampak tako. Samo za to. Zgodilo se je pa nekaj, kar je bilo wow, končno. Urok, tako imenovani Wisingerjev urok je končno odpadel, se izničil. Wisinger je končno dal gol na uradni tekmi Maribora. Bogi reveš, tak se mi je že smilo, tokrat so mu gol razveljavili, tokrat je bil blizu. Zgledalo je, da je bilo vse proti njemu, pa je prišel ta moment, ampak tudi ni bilo gladko. Ker je bilo zanimivo, da so proti Olimpiji VAR v 30 sekundah takrat za Olimpijo odločil, da ni ofsajda, tu pa smo čakali. Dajmo se spomniti tega momenta včeraj iz Ljudskega vrta. Ja, 85 minuta teče in trenutek napetosti, ker nekaj trenutkov, pravzaprav minut napetosti že. Namreč Maribor je dosegel 3. zadetek, vrhunsko je iz roba kazenskega prostora zadev Dario Wisinger, s tem bi končno bil izničen ta Wisingerjev urok, bi lahko rekli, kajti odkar je v dresu Maribora še ni uspel zadeti na uradni tekmi, vendar zdaj vse skozi v VAR-u računajo in čakamo na informacijo, da jo dobi glavni sodnik Matoša in da izvemo, ali je zadetek ali ne. Zanimivo, kako hitro je bilo vse skupaj rešeno na večnem derbiju, ko mislim, da v 30 sekundah je bilo vse jasno s tistimi poševnimi črtami. No, tu pa traja in mislim, da bomo spremljali kar nekaj podaljška na današnji tekmi. 86 minuta namreč teče ta trenutek, še vedno pa ni odgovora, ali bo zadetek Wisingerja veljal. Ja, je
zadetek, aleluja, konec je Vizingerjevega uroka v dresu Maribora. Evo, tako se je zgodilo. Miš, da ima njegovo sliko, pa mislim, da je gol bar. Ampak bilo je ful lepo, kaj je dal gol, kak so vsi prileteli, pa ga tako po glavi taptali. Bravo, mali, bravo, dobar. Drugače pa ponedeljek je 24. avgust, zakaj bi bili slabe volje? Ej! Ja, dobre. Zakaj bi bili? Le zakaj, ne? Le zakaj. Ne, se je v redu, je fajn, je, ponedeljek zjutraj. Ja. Čuj, Jeger, ena druga stvar se tebi, Ema, zdi tako nekako lačna, nekako skupaj tegena. Ja, se mi zdi, ja. Kaj se dogaja, Ema? Ja, sama sem ta teden doma. In nobenega, da bi ti kuhal, ne? Ne, in opozorim, če en dan ne pride, je verjetnost, da me lakota pobrala. Ne more tebo, mi dva z Jegrom poskrbela. Ja, te ima na Čekaj! Res? Ja, Mi boste kuhala? ja. Te ima tu nafojtrala z malico, obilno malico. Tako da domov kuha. Ja, ne morem, samo en obrok na dan. Če veš, kaj pravijo za Jegra, ne? To je, sem jaz tudi že večkrat rekel, če Jeger, žen sem že šel od tebe, sit pa nikoli. Zadnji teden počitnic teče in ja, na nek način lahko rečemo, je poletja konec. Ja. Ampak, viš, to je lahko tudi debata zjutraj, ko spijete sodelavci in sodelavkami kakšno kavico. Katera obveznost je tista, ki ti da vedeti, da je dopusta, počitnic, poletja nepreklicno konec? Veš, ker še vedno obstaja upanje, pa lepo vreme, pa še imaš neke načrte, ampak je pa verjetno ena stvar, ko veš, tak poletje 2026 je šlo. Katera je pri vama? Ja, jaz mislim, imam napovedano to stvar. Zato, ker smo se za vikend pogovarjali, kakih so copati premali, kakih rabim nove trenirke. In to je pred vrtcem, se pravi, ki se bo začel 1. septembra, zapijo. Če ena taka stvar, ki napoveduje, da bo adijo poletje, gremo adijo in stare obveznosti. Tudi vprašanje, če še bo za jadranje ostalo, ne, Jeger? Ema? Ja, za mene je mogoče avtobusna kartica. Ker si jo moram dopolniti. Ok, to pomeni konec poletja. Ja. Za mene pa vedno, ko pokliče Dreč, pa reče, kaj zdaj, sedaj veš, da čuj, soboto beremo. Aha, trgatve. In ko so trgatve, veš, da je poletja konec, da bo spet, ko boš na vse zgodaj prišel v Gorice tja, da bo, veš, tisto malo bo že pikalo, ni več tiste temperature na vse zgodaj zjutraj, ampak bogato obložena miza. To pa je. Že takoj. Ti veš, jaz lahko to potrdim iz prve roke. Jegro, ker je bil na prvi trgatvi v življenju, tam sem ga peljal, so mu sproti pohali šnice. Res. Prišel sad, daj pridi z mano. Frišn je bil, dva sem dobil, vsake roke sem imel enega, kak sem jedel. Hvala lepa, da reče enkrat za to. Ja. Tako da, katera obveznost je tista, ki vam da vedeti, da je dopusta, počitnic, poletja nepreklicno konec. To je priložnost za debato. Če bi nam povedali, katera je vaša, bi mi bili zelo veseli, ker smo po naravi izjemno radovedni. Veste, ko smo malo začeli debato na temo, katera obveznost je tista, ki ti da vedeti, da je dopusta, počitnic, poletja nepreklicno konec. Ja. Mi smo svoje povedali, pisal mi je Ivan na SMS 051 220 220 in pravi, za mene se pa dopust začne, ko pride september. Rab že čaka, voham ga že, piše. Ivan, bravo. Jaz sem hodil nekaj časa na Rab in je lepo tam. Ja. Pa sploh septembra, ko ne bo gužve. Ivan, bravo. Lepo. Ja. Ena druga stvar, ker Ema to dobro ve, ti pa boš tudi počasi, upam, da prilezo zadnji. Jaz zelo intenzivno spremljam šege in navade generacije Z. Nekaj to so mladi ljudje, ki bodo kmalu prevzeli in skrbeli za nas, ko bomo v domovih in tak dalje. Dobre. Ali, Ema, je že tudi pri nas aktualna Gen Z žaljivka, ko nekomu rečeš, da je poljester? Ne. Ne, prvič slišim. Resno? Ja, ne vem kaj. Nenavadno. Poljester. Pa ti, ko si tak v sami špici tega dogajanja. Ja, mogoče, če bi angleška beseda. Ja, poljester.
Samo z Y. Vemo, zakaj je ta žaljivka, veš kaj je poliester. Ja. Ja. Najbolj ogaben material, ki je živa plastika oziroma umetni bombaž. Ja. To je ono, ko si oblečeš, kak je fajn, pa naenkrat začneš švicati, vse riba, celi rdeči si, mozoli se ti vun spustijo, pa dobiš vse možne alergije. Ne uporabljaj. Ne, res prvič slišim. Bom zdaj jaz začela. Začni. Bom napisala kolegici, kak je poliester. Ja, prav. Ali pa rekla Jegro, recimo, ne, če veš. Ja, Jeger. Vi si poliester. Vi dva sta oba poliester. Basic poliester. Ja. Ja, dobro, vi dva sta pa advanced poliester, samo sta še vedno poliester. To sta videla, da je robot postavil rekord na 100 metrov. Ja. Kaj? Ja, naredili so robota, ki je laufal hitreje kot Usain Bolt. Res? Na 100 metrov, ja. Si sta videla video, mogoče ti ne, ker očitno ne veš sploh. Jaz pa sem videl video, ja. Je smešno zgleda, ne. Zelo, sploh so to malo glava, kaj pač ima tam na vrtu. Ja. Vse ne rabi glave, ne. Ja, dobro, ja, ampak Škaj ti hočem reči? pač čudno zgleda, ne? Ja, res čudno zgleda, ampak jaz pravim, to je vse lepo in prav, lepo po tartanu, kjer je ravno, brez ovinkov, da ga vidim, ko bi šel malo čez Stražun na en rahel jogging, pa na prvi korenini. Ja. Tu bi samo čul, piv. To je robotsko na pomoč. Ker je danes ponedeljek, se zdi, da je skrajni čas, da se začnemo pogovarjati o eni stvari, ki bo ta podaljšan vikend, se pravi od četrtka do sobote v središču našega mesta na Trgu Leona Štuklja, tradicionalni street food Maribor. Oh, yeah. Že samo pomislim. 3-dnevno torej street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj skoncentrirano na ta plac tam, se pravi na Trg Leona Štuklja, vse bo pravijo od eksotike do klasike. In to je nekaj najlepšega. Nisem še končal. Nisi še pardon. Bo smokano, Okay. bo žarjeno, bo sladko in bo pekoče. Vse, kar rabiš. To samo hodiš. Še nisem še končal. Ja, okay. Dobrote iz smokerja, sočna Istra ali eksotika Indije, Šrilanke ali Tajske, za piko na i pa pravi dunajski, pa sladki šmorn. Nekaj, si končal zdaj? Ja, zdaj pa sem. Okay. Nisem še. Bo čvrsto in bo tekoče. Bo več krajncev, pravijo. Odlično. Zdaj pa lahko. Okay. Ni boljšega, ko je tam vse na kupu, pa hodiš od štanta do štanta, pa to bi... Najprej narediš eno rundo, da si dvigneš apetit. Tako od štanta do štanta, to bi, pa si malo zapomniš, ki imajo kaj, ne? Ja. Bolj ugotoviš, da itak v eni malci ne bo vsega sprav skupaj, ampak si pa srečen, ker traja 3 dni, da jaz sem hodil z Egrom in prav vidiš, če bi lahko mu dal mikrofon v glavo, bi bilo veš ono popolj si tebe bom kaznoval, kak te bom kaznoval, joj, ne, pa naslednji, ti boš dobo, ti. Točno tako je, bravo. Tako da ja, od četrtka do sobote Trg Leona Štuklja, tradicionalno je tam fajn in je gužva in ne smete manjkati. Seveda bomo tudi tokrat na street foodu mi pripravili že tradicionalno drugo toto street food pojedino. To je, ko se da tam velika miza in ko vas mi povabimo 5 in vsak še enega sabo pripelje, se tam sedete kot kralji in dobite na mizo celoten prerez čvrstega in tekočega. Vse, kar ponuja street food Maribor, tako da si lahko že zdaj zabeležite, naredite plane kam na malco, na kosilo, morda na večerjo, pozno malico. Čez celi dan, skratka, bo vstop je jasno, da prost, tako da od jutra do večera oziroma do podneva do večera, od četrtka do sobote bomo pa v prihodnjih dneh še veliko govorili o tem, tudi razložili, kako lahko vi pridobite povabilo na toto street food pojedino. Ne, se zgodi to, da se zgubiš v času in prostoru. Kje si bila zdaj?
Gledala sem eno grafiko in razmišljala, kako so posneli to. Si, seveda si. Je vredno, ja. To si gledala, ja. Malo preveč zamaknila si, tako se na pol odprtimi usti strmela v prazno, odbrnjena v stran od naju. Ampak, Iger, ti še tega ne poznaš? Bo prišlo to tudi, verjemi. Normalno je. Normalno je zato, da se vprašaš, pa dobro, no, halo, Zemlja v vesolje, halo. Vse je vredo. Pa še ponedeljek je tako. Ja, vse to. Ja, bomo pozabili. Ne bomo. Imamo posneto. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Malo prehitro si prišel. Veš zakaj? Jaz sem imel pripravljeno. Naslednji hit je Patience od Take That, ki vemo, da je špica za... Ja, Berg doktorja. Tako in smisla napovedati zdravilec izpod kozjaka. Da lahko. Zdravilec izpod kozjaka, Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kak je, drugač? V redu. Ja, glej, ko Maribor zmaga nedeljo zvečer, je ponedeljkovo jutro drugačno, ne? Tako, pa še recimo Bayern je. Včeraj mi je 8 Manchester United niti pik ni dobil. Jezus, ja, kako je to bilo slabo. To pa, če je bila definicija slabega, je ta se približala perfekciji, ne, v soboto. Kako je čun delo? Ja, samo res. Ja, no. Ja, ne. Tine. Ja, vredo. Ne, gremo k zanimivosti. Taka malo bolj petkova je, čeprav je ponedeljek. Kviki oziroma šubidubi v avtu sproži približno taki val adrenalina kot skok s padalom. Tako da ne vem, zakaj bi šel skakati dol, ne? Ker lahko v avtu skačeš, ne? Tako da ja, oziroma naj to obrnem, kolikrat si že skočil s padalom, Jeger. Pa tema. Še ena res aktualna, čeprav dvomim, da vidva vesta točno, zakaj gre. V bistvu. Verjetno sta slišala. Serijo iger Grand Theft Auto oziroma GTA poznata? Ja. Ja, vem, kaj je. Ok, veš, kaj je. In zdaj vemo, že nekaj časa je jasno, 19. novembra izide najbolj pričakovana ne samo videoigra leta, bomo rekli več kot desetletja, ker je zadnji del, torej GTA 5, v bistvu star že 13 let. In prvi napovednik, ki so ga dali ven decembra 2023, že ima na YouTubeu več kot 270 milijonov gledov, kar je več kot katerikoli napovednik za igre v zgodovini in celo več od najuspešnejšega Marvelovega filmskega napovednika. Tako da ni to mala stvar v tekom, ker to je v bistvu celo popkulturno gibanje, ta GTA. No, seveda ne gre brez nekih stvari, ne? Da se pač ljudje o tem menijo, ker recimo od torka po spletu že krožijo tudi igralni prizori in domnevna slika celotnega zemljevida. Okay. Naj bi jo nekdo vkradel pa potisnil naprej. Slabo. To se zdaj sliši tako, da so to za nalašč delali, ampak zaradi tega, ker je to prišlo, so Rockstar Games in Take-Two, ki pripravljajo to igro, na borzi izgubili že 2 milijardi. Zaradi ene slike zemlje. Ja, pa več teh videoposnetkov, ki so bili likani oziroma ki so pricurljali ven v javnost predčasno. Torej, ogromna pričakovanja so, jasno, da. In to gre celo tako daleč, da bo prvi tako imenovani sneak peek oziroma predogled na voljo ta četrtek zvečer, ampak samo za tiste, ki imate naročnino na Netflix. Ker bo samo na Netflixu. Ja, si videla, ne, to napoved? Ja, to pa sem. Ja. Torej, ekskluzivno za naročnike Netflixa bo ta četrtek, ostali pa bodo to videli šele 6 ur kasneje. Tako si eni že grizajo nohte, ne? Ampak gled, tak pač je. Fajn, mislim, mene ne gane to. To bo tudi prva v seriji GTA, ko boš kupil, ker boš lahko kupil fizično, ne? Ker zbiralci bodo kupili škatlo, ne? Ker pač to pač ima neko vrednost, ampak not več ne bo nič, samo koda za download.
tako pač je. Ne? Tako da ljudje so kar nezadovoljni, ampak se mi zdi, da je pričakovanje večje od nezadovoljstva. Ampak tik pred premiero imamo torej eno tako bizarno situacijo, ko je rdeča preproga razgrnjena, del materijala že zdavnaj ušel v javnost, na blagajni pa za stop še vedno stoji varnostnik, pa vpraša, ki imaš karto. Si kupo karto? A vsi že bolj kot ne vse vejo. Ja, žal, tako pač je. Boljše bi danes plačali svoje programerje, da ne bi to ne bi pošiljali v javnost. Kdo pa drug bo? Ja, kaj veš, mogoče so bili pač samo kakšni hekeri, ki se ne strinjajo, da bo osnovna izvedba igre stala 80 evrov pa gor, ne? Koliko? Jo, kaj pa te misliš? Pa dobro, no, če samo igrce. Dobrodošel v 2026. Zadnji teden počitnic in danes jutraj tako sporedno malo debatiramo, katera obveznost je tista, ki da vedeti, da je za vas konec dopusta počitnic poletja, da je nepreklicno konec. Smo rekli, Iger, ko gre copatke za novo sezono. Da. Cute. Ja, copatke, trenirke, ker to je vse premalo zdaj že. Ja, veš da? Ciljata, ne? Ja, kar raste, ne? Ja, ti tudi samo ne isto. Ema, kaj si ti že rekla, da je konec poletja za tebe? Avtobusna karta. Avtobusna karta. Za mene, ko pokliče Dreč, pa reče, trkatev je, soboto beremo. Je pa pisala recimo Anita, ki pravi, za mene nepreklicno konec poletja pomeni pobiranje zelenjave za ozimnico. Ja, to tudi je nekaj, ne? Veš, da je treba dati v glaže, ker je tako pač sicer malo drugače kot leta 1929, se da vseeno dobiti kaj v trgovini, ampak vseeno domače, pa da imaš v kleti lepo na stelaži zloženo, pa greš tam enkrat januarja po domačo papriko vloženo. Ja, mi se reče, Anita, če bo kdaj ostalo kaj, ali pa da bo malo vloženega, ali pa kaki glaž domače jagodne, se veš to. Glavni trg 2, to ti radio. Vse spucamo, potem smo znani. Ker v četrtek se začne 3-dnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhenj v središču Maribora na trgu Leona Štuklja, tradicionalni street food Maribor. To je ono, ko na koncu poletja prijemo skup. Vse, čuj, ki ste bili, ja, kak je bilo? Si surfo, si kajto, si imel globoko morski ribolov, ne, ali ribolov na dah, ali kak je že, ne. Si to, si ono, ja, veš, da vse pa si lažemo. Ja, kdo je večjo dobo. Kar je pomembno, da kaj dobrega, da kaj izvrstnega zraven pojemo in tudi popijemo, ne? In temu je namenjen ta naš street food Maribor. In mi na tem radiju enostavno moramo omogočiti tudi letos eno čisto drugačno doživetje tega street fooda oziroma street food festivala. Preprosto bomo v četrtek o 5. To je prva stvar. Četrtek o 5. na prvi dan street fooda Maribor bomo pripravili veliko dolgo mizo. Tam bo 5x po 2 naše nagrajenca, ker bomo 5 nagrad dali in seveda nekoga sabo pelješ, ne boš sam hodil res. Dobro, če je prav, ne? Ja, jaz bi šel sam pa 2 porci. Recimo, ne? To je tudi opcija, če kdo želi. In za to mizo bo na to četrtek o 5, tako da si že pol celi dan tešč, ne? Ker bo celoten prerez vsega, ne? Od eksotike do klasike, smokano, žarjeno, sladko, pekoče, vse bo, se pravi čvrsta in tekoča ponudba. Prerez. Mislim, vse. Kako lepo mi ti danes zjutraj govoriš. Na zadnje, ko smo imeli prvič, ker to je tradicionalno drugič, da imamo to street food pojedino, prvič so se boje nekotali, ne? Da je bilo tako dobro. Pa toliko vsega, ja. Mislim, niso se res, pač tako se reče. No, a ja, tako, figurativno. Ja, kako se jaz čisto vsakeč, ko grem na ta festival, kotam. Tako da, če bi radi doživeli Street Food Maribor in pravzaprav srednji dogodek, ki bo že na samem začetku, to je ta velika Street Food pojedina, pošljete Street Food in svoje podatke že danes v SMS-u na 051 220 220, tako mi vemo, da ste za akcijo, pa pač počakate, da ste izžrebani, da se čujemo, da se malo zmenimo
da mogoče odigramo kako igrico. Ne? Ja, nekaj mora biti. Nekaj moraš vložiti, drugače nima vrednosti. Če kuj tako dobiš, veš, ni isto. Vsi pa pol kralj, vsi te gledajo, ti mislim vsi. Pač tam, ko grejo mimo, pa se menja leto, ti so pa lej, kaj vse imajo gor. Leto, celi prerez, trde pa tekoče, ponudbe. Veš, kaj ti hočem reči? Tako da, vabljeni, mi vas z veseljem povabimo, samo dajte nam povedati, da bi radi šli. Torej, že vse skozi nekaj časa spremljamo nekaj, kar se počasi spreminja v pravo dramo. Namreč eno popotovanje oziroma pustolovščino Mariborčana, pilot letalskega centra Maribor, Marjan Medlin, je kupil letalo na Novi Zelandiji in zakaj bi to po nekih kontejnerjih pa to pripeljati, ne? Tako se spodobi. Nove Zelandije v Avstralijo, pa potem preko in na Filipine, kjer je bil ne po lastni krivdi ali pa volji 4 dni. Ja. Pol se je premaknil do Okinave, to vemo, to je pač otok, japonski otok, južno od vseh tistih 3 velikih otokov, ne? Otok, v katerem se je dogajal film Karate Kid, ker vemo, da iz Okinave prihaja karate. Toliko to je dejstvo. In tam je ta trenutek tudi Marjan. Marjan, kakva je aktualna situacija? Zdaj govorilo se je že o Koreji in Rusiji, ti pa si še na Okinavi. Včeraj je bilo že vse pripravljeno, da danes zjutraj gremo dalje. Se pravi, iz Okinave planiramo preskočiti Korejo, ker je v bistvu zdaj toliko smo blizu, dobili smo tudi benzin. Pridemo neposredno do Rusije, tako da to je naš naslednji plan. Žal so danes, oziroma včeraj zvečer, prispela elektronska pošta, ki nam je dobesedno prepovedala premakniti letalo, ker je Agencija za civilno letalstvo, japonske seveda, uvedla preiskavo. To ne bi bilo tako strašno. Problem, ki je mimo vsega tega, je ta, da torek zvečer prihaja precej hud tajfun, ki bo pravzaprav zadev direktno Okinavo. Vetrovi so napovedani tam nekje okrog 170 km/h. V bistvu je naš naslednji trenutek preokupacija, kako zavarovati letalo. Zaenkrat poskušamo urejati hangar, za katerega hočejo sicer $3000 za eno noč, ampak ne glede na to, tudi če to pristanemo oziroma se s tem strinjamo, še vedno imajo potniška letala prednost pred nami. Tajfun bi naj prišel v torek zvečer, tako da upajmo, da bomo že do takrat v bistvu že odleteli oziroma že na poti oziroma že v Rusiji pravzaprav. Lep pozdrav iz Okinave. Ok, to pa so zdaj težave. Torej, policija, vojska sta ga že poslali dalje, polje Agencija za civilno letalstvo sprožila preiskavo in zdaj ne smejo nikamor iti, pa še tajfun grozi. In če sem jaz prav razumel, tudi če plačeš 3 jurje, ni ziher, da boš noter, zato ker če prije eno potniško letalo, ki ima prednost, bo tvoje letalo zunaj ostalo. Ja, dobro, na srečo je to letalo, ki se lahko skoraj da skrije pod potniško, tako da po mojem ga že neki not porinili za ta denar, ne, ampak vseeno. V Rušah, ko je bil festival Letni ode Ruše, je bilo glasno, je se kričalo, je bilo muzike, je bilo plesa, je bilo smeha, je bilo vsega, ampak ko je na to včeraj zvečer ponovno gledališče pod goroj zajela tišina, ptički, ko so srnice spet malo vuni šume svoje smrčke pokazale, ne, je stopil v akcijo Matic Jeger. Kak je bil Letni ode Ruše? S kako akcijo sem stopil. Letni ode Ruše, če mene vprašaš, jaz sem se kar nekaj dogodkov udeležil. Meni se zdi, da je bil letos zelo bogat, polno različnih prireditev za vse generacije, bi jaz se rekel. Tako da, ampak, da ne bom samo jaz pamet. Z enim od najboljših prizorišč, ki so tam, ne gledališče pod goroj. Ampak, da ne bom jaz pamet, jaz sem šel pa raje vprašal direktorico. To so ptički peli že. To so že peli ptički, ja, to je bilo že pozno zvečer. Pa vprašal direktorico športnega parka Ruše, ki je glavni organizator dogodka, kak se je pa njim zdelo, da je bilo. Moram reči, da smo vsi utrujeni, ampak zelo, zelo veseli in polne duše, recimo, ne? Ker so dejansko vsi dogodki uspeli, tudi obisk je bil več kot odličen, ocenjujemo približno 6000 ljudi in smo res veseli tudi odziva
ker smo se letos potrudili, da smo pripravili res za vsakogar nekaj in tudi na trgu še bolj okrepili in tudi tukaj smo imeli več dogodkov. In pa seveda najbolj odmeven je bil Plavi orkestar, tako da smo res navdušeni, kadar napolnimo to čudovito prizorišče pod goroj. No, tako je povedala direktorica Lucija Tomšič in ko smo se malo pogovarjali, me je pa tudi zanimalo, kak je bil odziv krajanov oziroma obiskovalcev, ker so hodili tudi od drugot. No, ker si rekel tako, da to je ekskluzivno. Ne, za Ruše, ne, si slišala, ne? Krajanov od ljudi od drugot. No. Ja, zelo dober odziv je bil na otroški program, tako da tam še imamo kaj zadelati, recimo, ne, bomo še to izdelali. Sicer pa jim je zelo všeč ravno ta nabor za vse generacije nekaj in pa da pripeljemo tudi velike zvezde. No, fino. Ja, ker Plavi orkestari so velike zvezde bivše Jugoslavije in glede na to, da je bilo prizorišče polno, da je bilo približno 1500 ljudi, bi jaz rekel, da še vedno znajo. No ja. Ja. In pa pogovarjala sva se tudi, ker tak festival ne more delati samo direktorica, pa še 2 sodelavke recimo, dela ga ogromno ljudi in direktorica Lucija Tomšič se je ob tej priložnosti tudi zahvalila. Da dam zahvalo torej vsem sodelavkam in sodelavcem in pa občini Ruše, režijskemu obratu Ruše in pa seveda našim prostovoljcem. Ta mlada energija tudi nam da energijo, ko smo že mogoče malo na dnu z energijo, tako da verjamem, da bo še naprej ta letni oder živel in se razvijal. Okay. Ja. Danes malo imajo fraj. Nobene posebne pohvale tudi neuradni maskoti. Jaz nisem neuradna, niti uradna maskota Kavnas. Ja, ampak super je bilo in jaz se že veselimo festivala Letni oder Ruše 2027. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.